Danes v Pomurskem dnevniku. Prihodnost kmetijske politike. Rob pošte v Vržeju. Presajanje dreves iz Slovenske ulice. Med koruzo našli naboje s šibrami. Vreme jutri delno jasno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Včeraj so občina Ljutomer, gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in vlada Republike Slovenije pripravili posvet o tem, kakšno Evropsko unijo si želimo. Poglejmo. V okviru posveta Kakšno Evropsko unijo si želimo je beseda tokrat tekla o skupni kmetijski politiki Evropske unije z vidika priložnosti in izzivov za lokalna okolja in mlade. Aktivno so na posvetu sodelovali tudi dijaki gimnazije Franca Miklošiča ter občani Ljutomera. Mi ves čas vodenja občine seveda delujemo na tak način, da vprašamo za ideje, mnenja seveda naše občanke in občane. Še bolj pa se mi zdi pomembno, da povejo svoje gledanje tudi najmlajše, seveda ogromno stavimo na ideje naših dijakinj in dijakov gimnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera, ker imajo res ogromno znanja, neke ideje, neobremenjeni so in to nam seveda zelo koristi v našem okolju. V prihodnost z vidika kmetijstva pa v občini Ljutomer stremijo z jasnimi cilji in vizijami. Želimo povezati tako turistične ponudnike kot tudi kmete, se pravi, želimo postati samooskrbna občina, čim več lokalno predelane hrane spraviti v vrtce, pomagati tudi našim turističnim ponudnikom in da bomo seveda imeli spoštljiv odnos, da ne samo, da spodbujamo kmete, da bodo čim več predelali, ampak tudi, da bomo seveda plačali ustrezno ceno za to in da bomo seveda kupovali lokalno predelano. Zato smo se tudi odločili, zdaj smo tudi pred dnevi dobili pozitivno odločbo ministrstva, dobili evropska sredstva za zagon te naše zadruge, kjer bomo razvijali blagovno znamko Prlekija in verjamem, da se bomo povezali tudi več občin, da bomo potem seveda začeli promovirati čim bolj ta botični turizem, da se bomo v gostu posvetili maksimalno in da bodo seveda čim več te lokalno predelane hrane tudi potrošili. Na posvetu je bila prisotna tudi kmetijska ministrica, ki pozdravlja tovrstne posvete o prihodnosti kmetijstva v okviru Evropske unije. Jaz moram reči, da so moji občutki vedno izjemno pozitivni, kadar v to vrstne diskusije o naši prihodnosti, bodisi da se dotika zgolj naše prisotnosti v okviru Evropske unije, še bolj pa takrat, ko govorimo seveda o prihodnosti kmetijstva v okviru Evropske unije, vključujemo mlade, me to izjemno navdaja z upanjem, da tudi med mladimi še je volja in interes, da sokreiramo skupaj to našo prihodnost in hkrati tudi zaznana ta želja, da vendar jih zanima tudi razvoj podeželskega prostora in v tem kontekstu tudi nadaljnji razvoj kmetijstva. Kot dodaja, si v prihodnosti želijo pomlajenega in tehnološko bolj opremljenega kmetijstva. Mladi pogosto izpostavljajo ta problem, da ne vidijo perspektive zaradi prenizkih zaslužkov. In seveda v tem pogledu moramo modernizirati kmetijstvo, narediti ga bolj odpornega na vremenske vplive in predvsem atraktivnega za mlajšo generacijo. Da pa bomo presegli vse te ovire, je nenazadnje potrebna inovativnost in kreativnost mlajše generacije. Včeraj zvečer se je v Vržeju zgodil poštni rop, pri čemer je neznani storilec uslužbenki pošte grozil s pištolo ter ukradel okrog 6800 evrov. Včeraj ob 16:30 je bil OKC Murska Sobota obveščen, da je v Vržeju prišlo do ropa pošte. Neznani storilec oblečen v jakno maskirne barve s kapuco, sive hlače in obuto črne čevlje je vstopil v prostore pošte, uslužbenki zagrozil s pištolo in zahteval denar. Uslužbenka mu je izročila denar v višini 6800 evrov. Neznanec je nato s kraja pobegnil. Policija naproša vse, ki bi karkoli vedeli o neznanem storilcu, da to sporočijo na telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Prenovitvena dela na Slovenski ulici v Murski Soboti se nadaljujejo in te dni je na vrsti presajanje dreves iz Slovenske ulice ob Soboško jezero. Od Slovenske ulice se te dni poslavlja drevored lip. Selijo jih namreč ob Soboško jezero, v mestnem središču pa jih bodo zamenjala nova drevesa sorta gledičja.
Gre za listopadno drevo s široko krošnjo, ki lahko doseže tudi 30 metrov višine. Uspeva na večjih odprtih površinah te je odporno na okolje, vročino in sušo. Sodelavci podjetja Komunala so že v začetku meseca porezali krošnje dreves in jih pripravili na premestitev. Te dni pa poteka sam izkop ter selitev in sajenje ob Soboškem jezeru. Ob dokončanju prenove Slovenske ulice, predvidoma jeseni 2020, pa bo na njej posajenih kar 93 novih dreves. Zgodbi uničevanja kombajnov, kot kaže, še vedno ni videti konca. Če so bili nedavno uničeni številni kombajni zaradi med koruzo skritih cevi iz nerjavečega jekla, pa so tokrat nepridipravi med koruzo skrili celo naboje s šibrami. Neznani storilec na območju Slovenskih goric, predvsem v Negovi in na širšem območju občin Gornja Radgona in Benedikt, kot po tekočem traku uničuje kombajne za siliranje in žetev koruze, ob tem pa, kot kaže, namerno ogroža življenje kmetovalcev. Samo v nekaj več kot mesecu dni, septembra in oktobra, so se kmetje soočili kar z 20 uničenimi kombajni, 13 od tega na območju policijske postaje Gornja Radgona, 7 pa na območju policijske postaje Lenart. Nazadnje so nepridipravi šli celo tako daleč, da so med koruzo skrili naboje s šibrami. Na srečo so kmetje tokrat pravočasno naleteli na nastavljeno plastenko z naboji in šibrami. V primeru, da bi s kombajnom zadevo poželi, bi lahko prišlo do eksplozije ali pa bi metki pričeli leteti z rora kombajna. Če nabojev torej ne bi našli pred kombajnom, bi lahko slednji povzročili celo smrtne žrtve. Kdo se skriva za temi nizkotnimi dejanji, še vedno ni znano. Če želite svoje malo ali srednje veliko podjetje vključiti v proces trajnostne strateške transformacije poslovanja, imate za to časa le še dober teden. Izbranim podjetjem bodo tokrat zagotovili do 50% upravičenih sredstev. Javna agencija Spirit Slovenija je letos objavila javni razpis, s katerim mala in srednja velika podjetja poziva k vključevanju v proces trajnostne strateške transformacije poslovanja. Do leta 2022 bodo vključili vsaj 60 podjetij, izbranim podjetjem pa bodo med drugim zagotovili sofinanciranje izvedbenih projektov do 50% upravičenih stroškov, do največje vrednosti 100 000 evrov. Rokov za prijavo je v razpisnem obdobju predvidenih več. Najbližji naslednji rok je 29. november. Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Spirita. Na spletnem portalu sobotainfo.com preverite, kje nastaja nova turistična točka z vinsko fontano. Več seveda na sobotainfo.com, mi pa si sedaj poglejmo še kratke novice. Jutri bodo krajevne padavine na zahodu sprva oslabele in se popoldne ponovno nekoliko okrepile in širile nad osrednjo ter deloma vzhodno Slovenijo. Na vzhodu bo večji del dneva suho z nekaj sonca, več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 10 stopinj Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti in Lendavi namerili 11 stopinj, v Radencih 9 ter v Krajinskem parku Goričko 6 stopinj Celzija. Jutri bodo krajevne padavine na zahodu sprva oslabele in se popoldne znova nekoliko ukrepile in širile nad osrednjo ter deloma vzhodno Slovenijo. Na vzhodu bo večji del dneva suho z nekaj sonca. Ob morju bo pihal šibak jugo. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 4 stopinj, dnevne pa okoli 12 stopinj Celzija. V soboto bo na vzhodu občasno sijalo sonce, drugod pa bo pretežno oblačno. V zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Ob morju bo pihal šibak jugo, do nedelje zjutraj bodo padavine povsod ponehale. V višjih legah in na Primorskem se bo razjasnilo, drugod bo dolgotrajna megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo zapihala burja.
Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 2 do 4, dnevne pa od 10 do 13 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Želim vam lep večer in vas vabim v našo družbo tudi jutri.